Mene je to popolnoma presenetilo, a Ervin je bil z nami v oddaji. Upam, da je presenečenje uspelo. Popolnoma. Dobar dan, voščim, Katja Munih sem z vami. Sposobnost poslušati, prisluhniti, dovoliti spominu, da se izlušči. Tudi te vrline odlikujejo mojo današnjo gostjo, prejemnico nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo, novogoriško režiserko Nadjo Velušček, ki jo toplo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala lepa za to povabilo. Naj povemo, da ste v desetletjih ustvarjanja na področju filmske in televizijske režije skupaj s hčerko Anjo Medved ustvarili številne dokumentarce. Da omenim le nekatere: Moja meja, Mesto na travniku, Proti toku, Trenutek reke. Obenem pa ste doslej za svoje delo prejeli tudi več nagrad. Ampak danes je v ospredju tale za življenjsko delo, ki ste jo prejeli pred nekaj dnevi v Slovenski kinoteki v Ljubljani. Se je že usedla ta nagrada, se je že usedla ta misel, kako je danes, ko se spomnite? Usedla se je fizično na mojo mizo, ker pač sem jo vzela, nima še svojega mesta v hiši. Aha. Ampak zdaj je na mizi, velika je in tisti brki so prav simpatični. Jaz nisem hitro razumela, kaj je tisti kipec, ker sem ga dobila. No, in potem so me opozorili, da so to Štigličevi znameniti brki. Ki ste jih tako simpatično pomerili za eno fotografijo, ne? To se je zgodilo. In prvo, ko sem zagledala to sliko tam na odru, pa sem pomislila, kako veličastno je biti tam spodaj pod njegovim pogledom, še vedno od koderkoli pač. Ko smo se pogovarjali takrat, ko je bila razglašena nagrada, ko je bilo v javnosti razglašeno, da boste prejeli, ste rekli: presenečena sem bila, pa malo me je bilo sram. Zakaj sram? A veste, torej, ko pomisliš na film, pomisliš prav na te velikane, ne? Po Štiglicu, še in še drugi, ne vem, ne bi jih naštevala, ampak prvo pomislim na Karpa Godino, in prav tam so me tudi snemali v okviru njegove razstave. Mislim, če pa jaz tja ne sodim, ne, to so ta pravi filmarji, jaz nisem tiste sorte. No, in potem, ko sem pa prebrala to utemeljitev, pa moram reči, da je še mene prepričala. No. Zato pa ja. Zato pa ja. Ja, tako da sem se potem počutila kljub vsemu prijazno in tudi, če naj povem, mislim, sprejem je bil veličasten. Jaz si nisem pričakovala, mislim, to dvorano na nogah in ploskanje. Spet mi je bilo narodno, ker nisem vedela, kaj narediti, kako ne jih ustavim. No, in potem sem se spomnila mikrofona, da lahko grem k mikrofonu in da jih zaustavim in da jim rečem hvala. Ampak pritiče, kaj ne, tak sprejem ob nagradi za življenjsko delo? Občutek sem imela, da je bilo tako lepo in da so bili ljudje tam vsi veseli in pol so mi tudi potrdili, ne vem, v glavnem bilo je prisrčno. Ja. V utemeljitvi nagrade med drugim piše tudi, da se zanimate za zgodovino goriške regije, še posebej za to, kar se je zapisalo v ljudeh. Zanima vas, kako je ta meja zaznamovala njihove usode. Glas dajete ljudem na obrobju. Zakaj ste izbrali to poslanstvo? Jaz sploh ne vem, tudi to sem menda že nekje rekla, da v življenju, vsaj meni, ampak jaz mislim, da večini od nas se zgodijo stvari, ki jih nisi načrtoval in se ne zgodijo tiste, ki si jih planiral. Ne? Tako da, kaj zvem, sicer če gledam nazaj, neka nit je, nekaj me je vodilo iz poglavja v poglavje in verjetno vedno sem hotela nekaj ustvarjati, pa je bilo to. Oziroma, tako bom rekla, umetnost me je na nek način pritegovala, mi je delala življenje lepše, ne? Pa ne bi bilo to v šoli, ko si bil učenec, ali pa v šoli, ko sem učila. Zmeri mi je samo tisti vsak dan bil tako naporen, dolgočasen, mogoče, da ne rečem preveč. In z vsem tem sem si pač pestrila življenje. In to pa mogoče zaveš se, da enih stvari ne poznaš.
In potem ti je prav grozno, ma kako je mogoče, ne? Ne vem, kot se reka, da si se rodil v plavah in ne veš nič o prvi svetovni vojni ali pa par informacij, ampak ne veš, kaj se je zgodilo v plavah. In potem kar naenkrat postane to nuja, želja, odkrivanje, razkrivanje plasti, ne? In tako je ob vsaki temi, o meji pa da ne govorimo. Ne? Tako, je neizčrpna tema. Za trenutek bova tukaj postavili piko in prepustili besedo glasbi, kmalu se vračava. V studiu Radia Robin nadaljujemo pogovor z novogoriško režiserko Nadjo Velušček, ki je nedavno prejela nagrado za življenjsko delo. Veliko čestitke ste, si predstavljam, prejeli v zadnjih dneh, kako je bilo. Jaz bi zdaj tle izkoristila priložnost, da se zahvalim vsem, res vsem, ampak moram povedati, da jaz sem pač tudi nisem na Facebooku, menda nas je malo. Okay. Ampak nisem in zato ne sledim in ne vem, kaj vse se tam dogaja. Upam, da bom na koncu, da mi bo nekdo naredil tak povzetek, ampak že zdaj se iskreno zahvaljujem vsem. Skratka, zagotovo jih je kar deževalo in tudi mi smo poiskali nekatere izmed številnih osebnosti, ki so zaznamovale ta goriški prostor in tudi sodelovale z vami. Prisluhnimo najprej, kaj o vašem delu pove Ervin Hladnik-Milharčič, novinar, ki je tudi sodeloval v vašem dokumentarcu Mesto na travniku. Nadja je skupaj z Anjo Medved iz zahodne meje Slovenije naredila filmski žanr in je predstavila močje medsebojne penetracije med slovanskim in latinskim svetom na način, ki ga lahko za svojega sprejmejo na obeh straneh meje. Pokazala je pa sliko, ki jo je mogoče narediti samo z goriškega. Skratka, in je uspelo narediti to, čemur je film namenjen, da iz neke lokalne, partikularne teme naredi univerzalno podobo sveta, v katerem se lahko najde vsak svoboden človek. Kako se spominjate sodelovanja z Nadjo? To, kar je lepo pri Nadji, je to, da ona je iskreno radovedna, kaj sogovornik misli. Prepogosto se v dokumentarci razvijajo tako, da se novinarji delajo, da postavljajo vprašanja, sogovorniki se pa delajo, da odgovarjajo. Nadja vedno postavi zelo natančna vprašanja, čustveno nabita, ki zahtevajo pošten odgovor. Meni se zdi, da je to največja vrednost njene filmografije. Ne? Tam je vse čudno in vse je res. In če zaključiva še z enim vašim osebnim sporočilom ob tej priložnosti, ko je prejela nagrado za življenjsko delo. Ja, jaz mislim, da mora pač... Jaz ti želim, da sprejme nagrado še za eno življenje, ne? Da še ni posnela vsega. Da bomo, ker vsakič znova odkrije neko novo podobo meje, ne? In je naredi za našo. Ne? In jaz teh podob bi rad še več videl, zato ker meni je tudi, jaz tudi pišem o tej meji včasih, ne? In me vedno znova preseneti, da Nadja na njej najde stvari, ki mi niso padle na pamet in ki jih nisem videl. Ne? In je opravlja temeljno funkcijo dokumentarnega filma, to, da te pograbi in te pelje v nek svet, ki tudi če ga poznaš, ti ga pokaže kot novega. In si želim še več tega. Najlepša hvala, Ervin Hladnik-Milharčič, za te čudovite iztočnice in misli. Nadja je skupaj z Anjo Medved iz zahodne meje Slovenije naredila filmski žanr, je dejal. Kako je nastal ta vaš osebni žanr, Nadja? A lahko je zdaj? Moram imeti slušalko? Kot želite. Lahko se... Seveda. Mene je to popolnoma presenetilo. A Ervin je bil z nami v oddaji? Ervin je bil z nami v posnetku, ki smo ga pripravili vnaprej. Aha. Ampak... Torej ni zdaj, da bi... Ne morete mu odgovoriti, ja. Ampak upam, da je presenečenje uspelo. Popolnoma. Sodeloval je zraven. Absolutno. In lih sem pomislila, mislim, on je bil tudi tako tak temeljni
temeljni pričevalc, ne, tega prostora, ker to tudi je v svojih delih. Ne. In to, da je privolil, da bo vstopil tudi v naše delo, je bilo izjemno. Ne. Jaz takrat midva se še nisva poznala. Ne. In naj rečem tudi to, da v bistvu je on, če pomisli na Mesto na travniku, kjer je v bistvu rdeča nit tega filma, je njegovo razmišljanje, je napovedal Evropsko prestolnico kulture. Tako. V zadnjih besedah pravi, da je to lahko, nismo še bili v Evropi prav zares, ne, torej film je bil narejen par mesecev prej. In tisti zaključek je za mene še vedno tisto sporočilo veliko, ki pa se mi zdi, da še zmeri ostaja, ne, torej rekel je, da je to idealen laboratorij, kako razumeti za celotno Evropo, da prepoznajo, kako se lahko dvoje spremeni v eno. Ne. Lepa misel, s katero bova zaokrožili ta del in nadaljevali kasneje. Prepustimo se predahu. Nadja Velušček, kako ste pravzaprav zašli v filmske vode? Po izobrazbi ste profesorica slovenščine in italijanščine. Kako vas je iz prosvete potegnilo v film? Sej to sem se tudi sama spraševala, tudi ob nagradi. Ne? Sej jaz pač nisem formalno izobražena za to smer, ampak so oni že sami razložili, da to ne moti. Jaz pa sem vedno in še zmeri zelo spoštljiva do stroke. Tako da ne mislim, da lahko prav vsak dela lihkarče. Ne? Mislim, da vendar rabi neko predznanje. Ne? Tako da na začetku sem tudi sama bila nisem vedela, smem. Aha. Postavila sem si to pregrado in ko sem prvič dobila ponudbo, to je bilo od Raja, Slovenski raj, za en tak dokumentarc ob 1. maju. To mislim, da so bili prav prvi začetki, ko je tudi sam program že začel izdelovati tudi lastne oddaje. Prvo sem si mislila, dobro, se jaz to ne morem, se ne znam, nimam pojma. Ne? In takrat sem povabila zraven tudi Anjo, pač kot garancijo. Ampak predvsem je bilo to, preveč je bilo dražljivo, da bi rekla, sem rekla ja. In tako se je začelo v bistvu. Ja. Pogrešate učilnico, učence? Joj, to je zdaj tako težko, ne, ni težko reči. Jaz prav nič ne pogrešam šolo. Aha. Jo nisem pogrešala ne prej, ne vmes, ne potem, ne na slovenski strani, ne italijanski strani. Ne povem neko mogoče pregrešno misel, ampak jo bom prav povedala, še najlepši na šoli mi je bilo na italijanski šoli, kjer je bil oddelek za slovenščino. Hočem reči, da so bili odnosi pristni, da so bili prijetni, da nisi imel občutek tistega šolskega sistema, s katerega bi rad zbežal. Ali kot učenec, ali pa meni se je zgodilo podobno tudi kot učitelju. Tako da z tega stališča je ne pogrešam. Ostalo mi je veliko lepih, toplih spominov na učence, ampak tudi tu moram reči, jaz sem tudi na italijanski strani. Vedno sem se ukvarjala z temi krožki, pri nas so bili krožki v Italiji, ne? Torej v glavnem z gledališkim krožkom. In najbolj se spominjam seveda tistih učencev, ki so šli skozi te naše gledališke predstave. Tako da bolj imam v spominu torej te ure, ali pa tudi, ko sem učila filmsko vzgojo, gledališko vzgojo in smo včasih imeli pouk v dvorani, ne? Bolj so mi ti spomini ljubi kot tisti iz razreda. Ja. In v obrazložitvi nagrade je bilo poudarjeno prav to, da je ta vaš pogled tak približan človeku, o katerem pišete oziroma pripravljate film. Ta sposobnost nekega notranjega pogleda, je to veščina, ki se jo človek preuči, ali je dana? Verjetno je dana, ker se je nisem učila. Tako da bi težko, ne, po moje je tako.
mogoče praksa, seveda tudi razred nas izostri, ne? In izmojstri. Mislim, ti imaš pred sabo včasih po 35 učencev, ne, v eni učilnici, vsak je svoj svet. In kako boš prišel do njih, ne prideš do njih samo z spraševanjem. So preveč... Tam je treba biti iskrena, ne? Tako. Moraš videti tudi potencial učenca, ne samo tisto trenutno znanje, ki je lahko, ker rečemo, je imel smolo, ne? Tako da ja. In tudi to je bilo, čutila sem to kot zelo naporno, ko so bile učilnice preveč natrpane, ko je bilo ur premalo, ker jih nisi uspel spoznati. In to je bil potem res, ti delaš z ljudmi, ki se ti kar naenkrat spremenijo v material. Ker drugače ne gre, ker ne moreš, ker ne zmoreš. Tako. To je po moje škoda. Mislim, da so zdaj razredi drugačni in tudi problemi drugačni. In čas je tudi drugačen. Tako. In več o tem drugačnem pogledu na sedanjost, ki jo vi odkrivate kot pač v vaših filmih, ko gledate v preteklost, bova razkrili po naslednjem predahu. Govorili sva že, Nadja Velušček, o vašem ustvarjanju, o načinu, kako v dokumentarnih filmih o goriškem obmejnem prostoru, ki jih ustvarjate skupaj z Anjo Medved, omogočate tudi vpogled v čas, ki je že minil, in pa tudi v trenutek, ki je sedaj tu, a je to hkrati že za prihodnje rodove preteklost. Varuhinja nekega časa ste, nekih spominov, kaj ne? To je zelo častna definicija. In upam, če mi bo vsaj malo tega uspelo, zelo lepo je o meni povedal tudi Ervin. Zelo. Ja, tako da tudi krasno, mislim, če to razume v meni, mislim, veliko bijem Ervin. Ja, pomagaj mi malo, ker sem se zašla. Naj vam pomagam tako, naj bo to iztočnica, da besedo za trenutek prepustiva še enemu domačinu, arhitektu in urbanistu Tomažu Vugi. Tako vas sedaj vabim, da ponovno prisluhnemo njegovemu sporočilu, ki vam ga namenja ob nagradi za življenjsko delo. Ja, najprej, Nadja, seveda moje čestitke za Štegličevo nagrado, ne? Ob tem pa, če dovoliš, tudi napotek mene kot starejšega, da take nagrade ne smeš imati kot pojdi domov pa počivaj, ampak vzemi jo kot spodbudo za nadaljne delo. Delaj kot zamorc. Drugače pa z Nadjo se poznava že neskončno dolgo. Zanimivo je, da imava v bistvu nekaj skupnega, torej naši interesi se nekako skoncentrirajo na isto točko. In sicer na okolje, kjer živiva, konkretno pa na Novo Gorico. S tem, da seveda jaz jemljem Novo Gorico z tega fizičnega vidika, urbanizem, hiše, prostor, ona pa raziskuje novogoriško dušo, torej življenje v Novi Gorici. Mislim, da sta to dve zelo zanimivi sliki, ki pa skupaj dajete šele končno sliko nekega prostora, v tem primeru Nove Gorice. Z Nadjo sva nekajkrat tudi skupaj to delala, prvič leta 2004 ob nastajanju filma Mesto na travniku. Najno sodelovanje je bilo zmeraj super. Tako da, Nadja, želim ti še uspešno delo naprej. Tako lepo iztočnico nam je dal Tomaž Vuga, kaj ne? On pravi, obravnava Novo Gorico z fizičnega vidika, z vidika urbanizma. Vi pa raziskujete to novogoriško dušo. Kakšna je novogoriška duša? Še prej, kot odgovorim, hvala Tomaž. Vedno je lepo, tudi zdaj že dolgo nisva nič skupaj delala, ampak tisto obdobje je bilo intenzivno, pomembno, kajti mojih filmov ni, če ni ljudi, ki mi pripovedujejo. Tako da smo neprestano organsko povezani. Ne?
Še enkrat hvala in predvsem za spodbudo, da življenjsko delo ne pomeni konec dela, ker potem pa že le kaj bi počela, ne bi se pa samo še lahko dolgočasla. Tako. Tako da upam, da energije bo še. Novogoriška duša. Novogoriška duša ni ena, ne? Res. Jih je več, torej tako kot pač je vsak človek svet zase, vsak bi lahko naredil svoj film, ne naredil bi, njegova zgodba je film, ene bolj zanimive, druge manj, in tu se nam že zgodi izbira, kajti iščemo vedno starejše, da bi lahko preko njih pogledali v preteklost in tiste starejše, ki so doživeli žal to kruto preteklost. Tako da včasih težko se tudi vprašam, kakšno pravico imam, da brskam po teh spominih, marsikdo bi jih verjetno raje pozabil. Drugi pa imam občutek, da je mogoče, da nimajo take priložnosti na nek način se skoraj izpovedati, ne? In da je to snemanje tako tudi katarzično, ker povejo stvari, ki mogoče niso niti pomislili, da jih bojo. To lahko potrdim ob primeru moje mame. Pred kamero je povedala stvari, ki jih meni nikoli ni. In po moje niti sama se ni pomislila, da so vplivali na njeno življenje. Tako da ja, tle vedno smo rekli, pa tudi sama, ne, da je Nova Gorica mesto brez duše. Ne? Ampak jo ima, kaj ne? Očitno je. Hvala lepa, s to mislijo bova zaokrožili ta del in se ponovno prepustili glasbi. Nadja Velušček, omenili sva že, kako nastajajo vaši dokumentarni filmi. Veliko časa preživite s tistimi, ki vam zaupajo svoje zgodbe. Veliko dela je narejenega v zakulisju. To pa počnete skupaj s hčerko. Kako ločujete ta del z njo, mati, hči, sodelavka? Kako prepletate te niti dve? To traja zdaj že toliko časa, da verjetno niti ne razmišljava več o tem. Ne? Seveda, prav gotovo imava tudi obdobje, ko sva samo mati in hči, ampak v bistvu ga je malo. Ne? Je več tistega, ker ne prestane kakšno delo v delu, ne? In tako da kar pozabva na tiste te druge odnose. Mogoče je to celo narobe, ne vem, kakšen psiholog bi verjetno imel kaj za reč, ne? O tej vlogi matere, ne, predvsem. Ne vem, kakšna mati sem bila, ali sem, pač taka sem. Pri delu je navadno tako, večkrat sem povedala to prispodobo, da jaz sem nabiralka, ne. Jaz grem po svetu in nabiram blago, ne. Včasih rečem gobe, to se že ponavljam, nekaj nabiram, ne? Zelišča, nabiram spomine, ne? In jih prinesem domov. In potem je to ogromno tega materijala in iz tega je potem treba tkati zelo precizno, pozorno, z veliko občutljivostjo in z neskončno odgovornostjo. Treba je delati tudi selekcijo, kaj ne? Jaz bom rekla, da ni dobrih in slabih zgodb, ker so vse iskrene. In so vse pač zgodbe, ki jih je nekdo doživel. Tako da ni tisto boljš ali slabš. Skoraj nobena, mislim, dobro, lahko se kaj zaplete, ne? Ampak drugače so vsa ta pričevanja izjemno zanimiva, ampak ne grejo vsa v film, ne? In to je tako včasih, ta selekcija je tudi težka in boleča, ne? Ker bi vse rad, vsak ima še neko dodano zgodbo ali pa izkušnjo, ne? Ali pa tudi to se zgodi, da je film že nekako zgrajen, to pa se itak smeri dogaja. Ko film predstavimo, potem se pojavijo ljudje in povejo še svoje zgodbe in seveda to je lahko obsežno in neverjetno. Pri tem delu poleg Anje moramo omeniti tudi zdaj trenutnega mojega, v navednicah,
snemalca Jacinta Juso. Mi dva preživiva ogromno časa, torej sva tandem, ki potujeva od hiše do hiše in sva hvaležna tistim ljudem, ki so pripravljeni nam podariti njihov spomin, čeprav je ta spomin včasih krut in se mogoče tisti dan ne počutijo več lih najboljše. Ne? Zato še toliko bolj hvala. Posebno, ker brskamo po teh spominih. Ne? Trenutno pripravljamo film o drugi vojni na Goriškem. In to niso lepi spomini. Ko takole poslušam, pravite, nabiram spomine, poslušam ljudi. To je čisto nasprotje tega časa, ko gre vse na hitro, ko so nas preplavila družbena omrežja, ki jim nekako kar verjamemo z vsem, kar nam ponujajo. Kaj mislite, da bo ta čas pustil tistim, ki prihajajo za nami? Mi vendarle lahko še vzamemo v roke neka pisma, ki so bila napisana in so po 100 letih še vedno tam. Danes pa je vse to neka minljivo izpuhtil ta eter. Kaj rečete vi? Joj, to je skoraj res ena taka fantašjenca, ta prihodnost, ne? Ker si jo ne znam niti zamišljati. Ne? No, naprimer, prav zdaj, ko ste to omenili, kakšno dragocenost imajo te stare fotografije, ki nam jih, ne vem, vsakega pričevalca prosimo še za kakšno njegovo fotografijo in jih ima lahko 5, 10, 15, to je že ogromno, ne? Od Birme, Svetega obhajila, poroke, tisti, ki so bili vojaki iz vojske, kakšna slika. In to je tudi vse. Zdaj pa pomislimo, koliko fotografij proizvedemo vsak dan. Ja. To je prevelik balast, da bi se iz njega izkopali. In prav Evropska prestolnica kulture bo dala prostor tudi tem spominom, naslovili pa jih bova v nadaljevanju, kmalu sva nazaj. V sklopu Evropske prestolnice kulture nastaja projekt EPIC, Evropska platforma za interpretacijo zgodovine 20. stoletja. Tam se bosta soočila oba pogleda na zgodovino, slovenski in italijanski. Nadja Velušček, je goriški prostor pripravljen na EPIC, na spravo, na katarzo? Kaj rečete? Mogoče ni pripravljen, je pa ta poskus nujen. In če nam bo to uspelo, bomo res naredili zgodovinsko dejanje. Verjetno je še marsikdo v preteklosti verjel, upal, da se to lahko zgodi. Vsi tisti, ki so po vojni, ko je bila že postavljena meja, ki so jo poskušali prehajati in presegati, ne? In tako da mi se samo pridružujemo vsem tistim poskusom v upanju, da smo pa tisti, ki bomo to zmogli. Upajmo. In to vprašanje vam tudi zastavljam z namenom. Namreč najna naslednja sogovornica je zgodovinarka Kaja Širok, vodja EPICA, in najbolje, da kar prisluhneva njenemu sporočilu za vas. V odkrivanju goriške preteklosti so zgodbe, ki nam jih odstira Nadja skupaj z Anjo, nepogrešljivi del znanja in tudi navdiha za nove raziskave o tem območju. Bodisi, ko govori o meji, ko govori o zavezniški vojaški upravi, o vojnah, nasilju, pa tudi o ljubezni in spoštovanju med ljudmi, so te zgodbe vedno del neke neprecenljive dediščine, ki je bila bodisi pozabljena ali je potrebovala čas, da je ponovno odkrita. In Nadja je znala postaviti Primorsko v slovenski kolektivni spomin in zelo sem ponosna, da je dobila to nagrado in seveda si želim, da bo tudi naprej tako uspešno delovala. Sledi pa seveda vprašanje, Nadja, kaj imaš za nas pripravljeno v letošnjem letu? Izziv je torej postavljen. Kaj pripravljate letos? Namreč vemo, da ni nagrada življenjsko delo bila tisti mejnik, kjer se boste ustavili. Kaj nas torej čaka? Najprej hvala, Kaja, hvala za zaupanje. Hvala za zaupanje že toliko let nazaj, ko smo že mi naredili nekaj filmov
in se je Kaja kot mlada zgodovinarka spopadala s tem prostorom in prišla k meni, ne rečem v navednicah, po nasvet, se ga ni rabila, vedela je že vse. Ampak zelo ljubo mi je bilo to, da je pristopila k meni. Tako da res mislim, da smo tle v isti nivi in bomo poskušali čim več posaditi in čim več tudi pobrati. Ne? Kaj nas torej čaka, kaj pripravljate? Pripravljamo dokumentarni film o drugi svetovni vojni na Goriškem. Mislim, da je to najtežja tema, ki sva se jo zanjo lotile. Tista tema, kjer težko najdeš v teh spominih tudi žarek upanja, ja, vsekakor, ampak veselja je bilo bolj malo, ne? Kajti vemo, da ljudje smo nepremagljivi prav zaradi tega, ker znamo povezati žalost in veselje, ne? Da nam to pomaga naprej. Sigurno tudi v filmu iščemo upanje, ampak predvsem pa predstavljamo seveda zmeri preko zgodb ljudi in torej ta dokumentarni film z naslovom Ne pozabi me. Ki bo izšel, če rečemo tako, poveva datum ali vraževerni? Tako je zapisano, če ne bo nobeden nič premaknil, potem bo to 9. maj, dan zmage, dan Evrope. In še dan, ko praznujete osebni praznik, sem vas zatožila sedaj, kaj ne? Ja, seveda, ampak se pol Goriške ve. Tako meni prihaja na dan odprtih vrat. Tisti dan bo dan odprtega trga Evrope, a kam lepše. Najlepša hvala, gospa Nadja Velušček, za vse vaše misli in za konec si bom kar sposodila besede Tomaža Vuge. Ne prenehajte še z delom in prosim, ta prostor potrebuje še več vaših filmov, še več vaših vpogledov in ohranjanja spomina. Tako da se priporočamo. Hvala, neprecenljiva hvala. In vam.